Pozdravljeni. Aktivnosti vezane na veliko nagrado Italije gredo naprej. In danes je prišel na vrsto prispevek po kvalifikacijah. Prav ste razumeli, prispevek po kvalifikacijah. Namreč tu na veliki nagradi Italije bomo drugič spremljali poizkusni format s tako imenovano sprint dirko. Zato smo kvalifikacije spremljali v petek, namesto drugega prostega treninga, čeprav so jih izvedli nekoliko ur kasneje. In to je tudi razlog, zakaj je bil ta prispevek objavljen tako pozno. A brez skrbi obdelali bomo vse tematike, kot ponavadi, vsebina bo enaka tistim drugim. Le zaradi spremembe formata sem tudi malce prilagodil naslov in upam, da vas to ne bo preveč motilo. Začnimo s tistimi tehničnimi zanimivostmi ter novostmi. Malce sem jih napovedal že v uvodnem prispevku. Tu v Monzi je poglavitno doseganje visoke končne hitrosti, zato aerodinamična podoba vseh bolidov je tista z najnižjim možnim zračnim uporom. Prevedeno in poenostavljeno. Profili tako na sprednjem kot na zadnjem stabilizatorju imajo čim manjši kot in ukolikor niso potrebni generatorji vrtincev, so jih tudi odstranili. Lepi primeri, ki smo jih lahko videli na tehničnem pregledu v četrtek pri Ferrariju, pri ekipi Alfa Romeo Racing, kjer lahko vidite malce posebno barvno shemo prav za to veliko nagrado, in seveda vidimo tudi McLaren. Na prvi pogled smo seveda opazili tisti nižji kot, ampak predstavljamo si lahko, da so izginili marsikateri deli, ki smo jih videli še na prejšnji dirki veliki nagradi Nizozemske. Tu bi vam rad pokazal, kako je izgledalo še enkrat ravno dno pri McLarenu le teden dni od tega. A vrnimo se malce na današnje dogajanje. Pri Red Bullu so kot običajno naredili čisto nove profile. Tu vidimo zadnji stabilizator. Profil ima skoraj ničelni kot, kar nam nakazuje, da iščejo rešitev s čim manj upora, čim višjo končno hitrost in skušajo pomagati pogonskemu sklopu. Treba je opomniti, da pri Alfa Romeo Racingu bomo zopet videli Roberta Kubico, kajti Kimi Räikkönen je še zmeraj pozitiven. Kar se tiče elementov pogonskega sklopa, ne moremo mimo dveh zanimivih dejstev. Prvič, pri ekipi Alpine so tudi Fernando Alonso vgradili 8. izpušni sistem. Na meji je kot njegov moštveni kolega Ocon. Videli bomo v nadaljevanju, ali si bosta prislužila kako kazensko mesto, ampak temu elementu pogonskega sklopa, ki ga od letos štejemo, pogostokrat nismo pripisali ne vem kako velike pozornosti. No, od sedaj naprej bomo zagotovo pozorni. Druga zanimiva točka je pa spisek elementov pogonskega sklopa, ki so jih ekipe oziroma vozniki porabili do te točke. Gre za stanje pred začetkom samega vikenda, ampak če pogledamo tako na hitro, bomo videli, da ni kakih velikih razlik. Res, Perez ima element porabljen čez tisto mejo, ampak zadnjo dirko je začel s pitlena, torej ni izgubil ne vem koliko mest. Ampak ne smemo pozabiti na dejstvo, da Max Verstappen je drugi set v bistvu izločil, ker ni bil popravljiv. Govorimo o motorju z notranjim izgorevanjem.
Medtem ko naprimer Lewis Hamilton po podatkih je imel težave na prvem setu na prostem treningu. Sicer gre za neuradno novico, ampak kilometrina, ki jo ima Max Verstappen na tistem prvem setu, je izjemno visoka. Zato tudi ni čudna razlika, ki smo jo videli na tistem prvem prostem treningu. Gre za del vikenda, kjer se lahko uporablja starejši material. Ne velja Parc Fermé na tistem prvem prostem treningu in zaradi tega razlika dobrih 4 desetink je več kot razumljiva. Zato tudi rezultati takih prostih treningov niso preveč merodajni. Se bomo tudi tokrat rajše ozrli na tisto, kar se je zgodilo na drugem prostem treningu oziroma na kvalifikacijah. In prvo presenečenje nas je čakalo že sredi samih kvalifikacij. Uradno smo dobili potrditev, da pri tovarniški ekipi Mercedes so Valtteriju Bottasu zamenjali ten pogonski sklop, kot vidite iz originalnih dokumentov. Ne vem, malce prej sem trdil, da pri tovarniški ekipi Mercedes naj ne bi imeli take potrebe in še zmeraj sem prepričan v to. Na prejšnjih dirkah nismo opazili, da bi imel Valtteri Bottas kakršnekoli težave s pogonskim sklopom. Imel jih je Lewis Hamilton, imel jih je na primer Daniel Ricciardo, kjer smo videli malce dima na veliki nagradi Nizozemske za njegovim McLarenom, ampak je Valtteri Bottas. Zakaj so se pri Mercedesu tako odločili, sicer ne vem. Mogoče pogonski sklop Bottasa je imel kako težavo, o kateri mi nismo bili obveščeni oziroma je nismo opazili. Ampak nedeljsko dirko bo začel iz dna štartnega razporeda. Dobesedno tako piše v športnem pravilniku. In to pomeni, da bo na diametralno nasprotni strani razporeda kot verjetno njegov moštveni kolega. Lahko pomeni, da tako pri Mercedesu so oba voznika svoje ekipe oddaljili enega od drugega. Namreč tisto reakcija Valtterija Bottasa na veliki nagradi Nizozemske ni bila preveč, recimo temu, prijazna in ni bila v tisti smeri, ki si jo je želela sama ekipa. Ampak same kvalifikacije so nam pokazale veliko. Najprej to, da pri Mercedesu na taki tipologiji proge so izjemno hitri, bistveno bolj hitri kot Red Bull. Videli smo zadnji profil Red Bulla, ki je bistveno bolj ekstremen kot pri vseh drugih ekipah. In sedaj ta zaostanek dobrih 4 desetink Maxa Verstappena nam lahko nudi samo 2 pametna razloga, zakaj je do tega prišlo. Prvič, pogonski sklop Honda je v nekem varčnem programu, ki ne dovoli visokega števila obratov oziroma ne daje toliko moči, kot smo bili na primer vajeni na začetku sezone. Samo zaradi tega, da bi zdržal čim več dirk. Ali druga razlaga, ki je bistveno hujša od prve. Pogonski sklop Honda sam po sebi nima take moči kot pogonski sklop Mercedes. Namreč tu v Monci pride do izraza pogonski sklop bistveno bolj kot na katerikoli drugi progi svetovnega prvenstva. In potrditev tega smo videli s fantastičnimi kvalifikacijami ekipe McLaren. Spomnimo se jih na prejšnji dirki. Tu sta tako Norris kot Ricciardo eden z drugim. In tega nismo videli na mnogo dirkah letos. Treba je pohvaliti Pierrea Gaslyja, čeprav on se nahaja zmeraj tam, zmeraj
za najboljšimi. In to kaže, kako dober je s takim bolidom, ki ni ekstremen, ko je šel čez marsikatero oviro v svoji karieri in nekako motivacija, ki mu jo daje lanski rezultat, je bila tudi prisotna. Pač nikomur nima več kaj dokazovati tu v Monci. Rezultat scuderie Ferrari je lahko za marsikaterega navijača rahlo razočaranje, ampak moramo biti objektivni. Tako Charles Leclerc kot Carlos Sainz mlajši sta naredila velik korak naprej. Bolj verjetno je bilo, vsaj po tistem, kar sem sam videl, da bi lahko tudi izpadla iz zadnjega dela. To, da jima je uspelo priti med prvo deseterico, je super. Videli bomo, kaj se bo zgodilo na sprint dirki, čeprav dvomim, da bi jo lahko kdo z lahkoto prehitel, ampak kot sem povedal, bodimo realni in ne pričakujmo preveč. Veliko razočaranje, Sergio Perez. V tem trenutku, ko je Max tam spredaj v težavah, je on na robu deseterice. Dvomim, da se mu bo lahko približal na sprint dirki, kar bo pomenilo, da bomo v nedeljo gledali dvoboj Maxa Verstappena in Lewisa Hamiltona, kar je po svoje zanimivo in tisto, kar mi navdušenci pričakujemo. Brez drugih voznikov, brez zunanje pomoči. Pri ostalih bi rad poudaril izjemno slabo formo, najprej pri ekipi Alpine, tudi Aston Martin. Sam sem pričakoval vsaj enega izmed dveh bolidov ekipe, da bo prišel v tretji del kvalifikacij, čeprav smo videli izjemno starejšo skupino. Kar je bolj pomembno, videli smo tudi, kako so si znali biti vozniki eden drugemu v napoto, kar je značilnost tu v Monzi, kjer mnogokrat se išče, vsaj na kvalifikacijah, isto zavedanje. Kot sem že malček omenil, sprint dirka bo izjemno pomembna. Pomembna iz več vidikov. Približno dolga bo tretjino tiste glavne nedeljske dirke, kjer pa ne bomo videli postanka za menjavo, če to ne bo nujno potrebno. Po drugi strani bomo lahko videli, da marsikateri voznik ne bo šel na nož. Namreč nesreča, trk na sprint dirki pomeni, da glavno dirko začneš tam na dnu. Seveda, kot zadnji bo v vsakem primeru dirko začel tisti najhitrejši danes, Valtteri Bottas, kot sem povedal. Dirko bo začel iz dna razporeda. Ampak tudi za tempelj hitrosti te kvalifikacije niso bile, kot bi rekel, neka poslastica. Namreč čas Valtterija Bottasa je bil daleč od tiste minute 18 sekund in 887 tisočink, ki jih je postavil lani Lewis Hamilton. A to gre pripisati spremembam, ki smo jih videli na samih bolidih, odrezanemu dnu pred zadnjim parom koles in skrajšanem difuzorju. Bolj počasne čase na kvalifikacijah smo videli praktično skoraj na vseh progah. Tu bi bilo težko pričakovati nov rekord. Čeprav vremenske razmere bi lahko to tudi dovoljevale, ampak res, bilo je že malce pozno in temperatura asfalta je začela strmo padati. Vseeno, bodimo pozorni na samo sprint dirko, ker se lahko zgodi marsikaj. In ne bodimo presenečeni, če kdo se pravzaprav ne bo preveč boril. V Monzi je potrebno začeti dirko tam v prvih vrstah, kolikor se želi zmago. In tudi tokrat bo tako. Ampak prvo ali drugo mesto na vseh dobrih 305 kilometrih ni tako pomembno, da bi
nekako upravičilo tveganje začeti dirko tam zadaj. Ampak o tem se bomo še pogovarjali v našem zadnjem briefingu, ki bo na sporedu na kanalu takoj po sprint dirki, kjer bomo seveda pogledali rezultate, ogledali si bomo tudi ritem in seveda napoved strategij. A za ta prispevek po kvalifikacijah je to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.